Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, v Sloveniji še vlada svoboda, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Tina Sršen mora ven. Državna sekretarka Tina Sršen je na Ministrstvu za infrastrukturo sodelovala pri pripravi zakonodaje, ki omogoča postavitev balkonskih solarnih panelov. Te, pozor, namešča le eno podjetje v državi in še to je v lasti njenega svaka, torej brata njenega soproga, Marka Sršena. Čakamo, ali bo Golob odnesel Sršena ali pa Sršen Goloba. Sedaj pa se lotimo 148. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Tina ali Nika, katera bolje slika. Tina Gaber ali Nika Kovač, katera bolje odslikava vladavino svobode. Profesionalna drekomešalka ali kriptopiramidna poklicna spremljevalka, katera je večja ikona svobode, nam bo povedal naš stalni komentator Janez Zupan. Janez, dobrodošel v Faktorju. Živijo, dober večer. Janez, če začneva z najbolj pomembno postransko stvarjo na svetu, me zanima, ali si ti ogledal finale Lige prvakov v nogometu? Ti, a veš, da nisem gledal tega. Sprašujem zato, ker je najin komentatorski kolega Darko Mršič tweetnil, da je tudi njega minilo, da bi si tekmo ogledal vsaj po televiziji, ne vem, a je prej mogoče načrtoval, da bi jo šel v živo gledati v Istanbul, ko je izvedel, da je Tina Gaber častna gostja na tej prireditvi. Pa me zdaj zanima tvoje mnenje, Janez, misliš, da je Darko osamljen v tem, ali je še kaj več nogometnih fanov minilo, da bi si ogledali to finale Lige prvakov? Zdaj, jaz moram povedati, jaz sem tekmo gledal, meni osebno ni bila preveč všeč, nisem pa, priznam, med tekmo razmišljal o tem, da je tam tudi Tina Gaber. Kaj pa ti meniš? Je Tina Gaber ima tak status v javnosti, da če se kje pojavi, da to ljudi odvrača, ali misliš, da ne? Ja, mislim, da bi bilo kar slabo, če bi zaradi tega, verjamem, da se je Darko malo hecal, da zaradi tega ne bi gledal zdaj tega finala. Je pa res, da sem videl seveda, da sta Tina in Golob, torej, da rečemo Gabrova in Golob, da sta šla dol v Istanbul. In mi je bilo zanimivo, ker mi je pravzaprav, se veš, konzervativci smo malo bolj počasni, meni šele zdaj prebilo, da je v bistvu se pravzaprav zato zgodil tisto obelodanjenje Goloba, da ima to spremljevalko, da je to zdaj njegova sopotnica in tako naprej. Ravno zaradi takih stvari, ker se mi zdi, da Tina Gaber izredno rada se izpostavlja na tak način, da izredno rada tudi, vsaj tako zgleda, da izredno rada tudi hodi na neke take dogodke, velepomembne in tudi tukaj, seveda ji vsekakor je po mojem kar zadogajalo to, da sta šla skupaj na ta finale in se mi zdi, da je zato bilo tudi to potrebno, kar se je zgodilo v januarja, februarja, kdaj je že bila oznanjena ta zveza in mi nekako skupaj to padalo, da je v bistvu zaradi tega. Se mi pa zdi, da najverjetneje Tina Gaber ni zdaj neka velika fenica fuzbala, ampak bolj fenica tega, da se pojavlja na tako pomembnih dogodkih, kar je tudi že v preteklosti nekako dala vedeti s temi zadevami, kar jih je počela v preteklosti. Mogoče so ji pa všeč nogometaši, Janez, kar neki dam prisega tudi na to. No, to ne dvomim, saj verjetno se tudi na njenem spisku najde marsikakšen, tako da ne dvomim, da je tudi kakšen, ki je v tem finalu tekmoval, da ji je všeč. Tako že pravi pesem, dolg je seznam, ne? Ampak, Janez, zdaj, Tina se očitno res rada kaže poleg premierja Goloba, ker vemo, tudi ko smo imeli v Sloveniji pred kratkim tiste poplave in zemeljske plazove in tako naprej kot posledice neure, je ona tam zraven se kazala. Nismo bili navajeni do zdaj, da partnerji predsednikov vlade jih na nekih obiskih na ogroženih območjih ali pa v primeru naravnih nesreč spremljajo. Odkot misliš, izhaja ta njena potreba, da se pač kaže čim bolj pogosto s premierjem v javnosti, tudi na takih priložnostih, ko roko na srce nima tam kaj početi? A misliš, da je to v bistvu že v iskanju potem naslednjega, da bi tako rekel, partnerja v narekovajih, ali zgolj skrbi za to, da se ta njen portfelj krepi? Po mojem, da bolj to slednje, ker se mi zdi, da
da je njen princip bolj živeti trenutek, v katerem je, ne da bi zdaj imela neke posebne načrte za naprej. Vse to, kar govorim, so seveda špekulacije, nimam točnih podatkov o tem, kaj se dogaja ali kaj se ne dogaja. Tako da mislim, da je bolj zaradi tega, no, torej zdaj ne vem, a je to, mislim, a je on prosi, da gre z njim, da mu bo to v oporo, a ne, sploh v teh zelo težkih trenutkih, na teh pogoriščih, na poplavljenih področjih, na področjih, kjer grozijo razni zemeljski plazovi in to ne vem, ampak dejstvo pa je, da samo živi tisto, kar je živela prej, se mi zdi. Torej, neka vplivnica, neka instagramica, ali kako se temu reče že po domače. Instagramerka. Ja, in izkorišča te priložnosti za to, da krepi to svojo podobo, oziroma da jo mogoče ohranja, da jo krepi. Zdi se mi, da jo kar krepi, no, ker se mi zdi, da je na ta način, na ta račun lahko pridobila kar nekaj fanov in fanic, ki jo bodo po mojem spremljali tudi, ko ali če ta zadeva ne gre naprej, tako kot danes kaže. Ja, zdaj, po mojih izkušnjah, pa tudi kar sem se jaz pogovarjal z nekaterimi pač veliko vidnejšimi politiki od mene, oziroma ki so bili na mnogo pomembnejših državnih položajih, če pač partnerka, soproga ni pripravljena nekam iti, jo ne moreš prepričati, ne. Je pa res, da mogoče pri njima je to drugače, morda celo pogodbeno urejeno, pa potem po službeni dolžnosti ona to počne, ampak ne gre se slepiti, pri tem očitno vidno uživa. Včasih se mi zdi skoraj bolj kot sam premier, no. Včasih se mi zdi, da njemu je malček nerodno ali pa se počuti pač ne tako sigurno v njeni družbi, pri njej pa tega zaenkrat še nisem opazil. Zdaj, Janez, bova iskala danes podobnosti in razlike med Tino Gaber in Niko Kovač, in če začneva na začetku, ne. Zdaj, Tina Gaber je pač prišla v slovenski medijski prostor preko nekih lepotnih tekmovanj, nekih fotografij v zapeljivih pozah, pomanjkljivo oblečena kot spremljevalka nekih razvpitih takih in drugačnih javnih osebnosti. Nika Kovač je drugače prišla v slovenski medijski prostor, ampak ta hip bi rekel, da sta to dve dami ali pa dve pač ženske, ki se največ v medijih pojavljata v povezavi z vladavino svobode oziroma Roberta Goloba. Kje bi ti rekel, da so podobnosti, kje pa razlike med Niko Kovač in Tino Gaber? Ja, mogoče preden, da začneva o Niki Kovač govoriti, bi tukaj vseeno nek disclaimerček dal na začetku. In sicer moram ti povedati, da sem za razliko od Janeza Šuštaršiča pozabil iti na bankomat in nimam sabo 250 evrov, tako da vse, kar danes govorim, pa kar bom povedal, je to v obrambo demokracije in njenih načel. Torej, če bom slučajno zmerjal Niko Kovač za fašistko, naj bo to v tem kontekstu vzeto, torej obramba demokracije in načel demokracije. Vsak, ki drugače misli, je pa fašist, seveda, ne? Ja, preverjeno na sodišču. Tako preverjeno na sodišču in naj sodišče to potem tudi upošteva, če mi bo kaj tazga šlo, kar bo izrazito v tem kontekstu. Ja, mislim, zanimivo je pri Niki Kovač, je ta neka dvojnost, ki jo opažam. No? Torej, dvojnost, ne vem, če si ali už ti opazil, ampak ko je prihajala torej na ta odbor, novo ustanovljeni odbor za sovražni govor, kako se mu že točno reče? Je strateški svet za preprečevanje sovražnega in sovraštvenega govora. Tako je, na ta strateški svet, ko je prihajala, je bilo neko okolje neznani ljudje in je kar bila ena taka zadrega iz njene strani, niti rok ni dajala, niti ni pogledala nikogar v oči. Tako da se mi zdi, da ima eno tako težavo s temi socialnimi stiki, po drugi strani pa seveda s temi torej nastopanji v medijih, torej izjavami, ki jih daje pred kamerami, pa ne kaže zdaj točno te podobe, kaj pravzaprav kaj jo bremza pri tem, ko je soočena z nekimi takimi konkretnimi živimi stiki, recimo. Tako da se mi zdi, da sigurno je tudi v njej del tega, kar je v Tini Gaber, torej seveda v Tini Gaber potencirano na ne vem katero potenco, ampak tudi v njej, da ima nek občutek, da se more pokazati, da more se izraziti, da more čim več ljudi to slišati.
Seveda, mogoče je to zaradi tega, ker so jo tam na tej Obama sekti to prepričali, torej, da more iti v javnost, da more se nekako izpostavljati in da more vse narediti za to, da bo prikazana kot neka velika borka za najrevnejše, najranljivejše, seveda razen tistih, ki so splavljeni, in pa na ta način potem se prikupiti tistim, ki jo poslušajo in jih prepričati v to, da seveda za njih hoče le najboljše. Ja, si sprožil, se mi zdi eno zanimivo dilemo, deva priložnost najnim gledalkam in gledalcem, da o tem tudi sami razmislijo, tako da ne namavic, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem Tina ali Nika, katera bolje slika vladavino svobode. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami je še vedno naš stalni komentator Janez Zupan, pogovarjava pa se o tem, Tina ali Nika, Tina Gaber ali Nika Kovač, katera bolje odslikava vladavino svobode. Janez, Nika Kovač je že bila ženska leta, na nek način impresiven dosežek za vendarle še relativno mlado damo, ampak tu se ni ustavila s svojim inštitutom. 8. marec tako rekoč kroji slovensko politiko, posebej pa se mi zdi, ob obstoječi vladi imajo ona in njeni somišljeniki zelo velik vpliv. Mogoče ne bi pričakovali pred začetkom tega mandata, da bojo ravno oni tisti, se pravi inštitut 8. marec, z Niko Kovač, pa Glas ljudstva, ne vem, z Jašo Jenulom in z Dušanom Kebrom in tako naprej, da ne naštevam vseh, nekako najbolj glasni, najbolj elokventni kritiki aktualne oblasti, ki seveda dobivajo tudi ustrezno pozornost, predvsem v medijih, ki pa na nek način podpirajo aktualno oblast, da ne rečem, da so celo pod njeno kontrolo. Je zdaj v bistvu Nika Kovač na nek način tista ženska, ki se je more Robert Golob najbolj bati, tako bi rekel dejansko kot v prenesenem pomenu, ali misliš, da je to vendarle še zmeraj Tina Gaber? To je pa res zahtevno vprašanje. Ni lahkih vprašanj v Faktorju. Jaz upam, da se ne boji ne Tine, ne Nike, tako da se mi zdi, da po mojem je tukaj to ta prava pot, torej da obe na nek način, da obe sprejme primerno njuni funkciji, ali kako bi človek temu rekel. Je pa zanimivo, da si rekel, da sta kritiki da je 8. marec in da so te kritiki vlade. Se mi zdi, ne vem, če si bil zelo dobro pozoren, so bili v zadnjem času, pa se mi zdi, da bi težko izpostavil nek drug moment te kritike, kot to, da so bili izrazito vsi nasršeni proti zdravstvenemu ministru. Se mi zdi, da je bil to nek glavni moment, ki se je celotna ta tako imenovana civilna sfera obesla nanj. In ne vem, če si prebral recimo tale tweet, zdaj cel kup enih tweetov je bilo v zadnjem času od 8. marca, od tega, kako so žalostni, užaljeni, še prej moram povedati to, da sem tudi jaz z izredno tesnobo zdaj danes prišel v to oddajo. Ampak se moram potruditi, seveda, ker konzerviram dalje, pa zato sem zdaj k tebi. Oni fajtajo, ti konzerviraš. Jaz pa konzerviram. V glavnem je napisala, da so se odločili, bom kar prebral, da so se odločili, da pridejo na obisk koalicijskim strankam in jih prosili za pogovor o skrbi za najšibkejše. Ne želimo prepirov, želimo samo pomagati najšibkejšim. A veš, tako da tukaj, bi bili neumni, če bi mislili, da je zdaj to neka taka celovita kritika ali pa neka celoviti poziv k, ne vem, odstopom, spremembam, takšnim in drugačnim, malo bolj korenitim. Tako da se mi zdi, da je to, kar v spregi eno z drugim prihaja, in tudi, ne vem, mislim, da je Miran Videtič objavil najprej en post te kritike, torej kaj vse kritizira 8. marec, potem pa že čez, ne vem, in je napisal od spodaj, siguran se bodo pa kmalu zopet zedinili v kakšnih teh prizadevanjih in že potem od spodaj, se že dobivamo, smo že najboljši prijatelji zopet in ni panike. Tudi če
torej brezplačne malice ne bo še leta 2048, a kdaj je že napovedano. Se veš, Janez, ne, da konstruktivna tovariška kritika je bila pri nas zmerom temelj pravega delovanja. No, ampak nista Tina pa Nika, čeprav sta mogoče tudi dominantni, vsaj za moj okus, nista edini ženski, ne, ki so nekako v tej galaksiji Roberta Goloba. Ne. Zdaj, če je on sonce, ne, ti planeti, ki se okrog njega vrtijo, so kar praviloma ženskega spola. Ne. Tudi v stranki generalna sekretarka Gibanja Svobode, ne, Vesna Vuković, bivša novinarka, sicer tudi v kabinetu predsednika vlade, zelo aktivna, pa predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in tako naprej. Če se za hip pomudiva pri Vukovićevi, ona je tudi v teh dnevih prišla na prve strani medijev, spet v bistvu kot neke vrste, če povzamem za tabo, konstruktivna tovariška kritika iz lastnih vrst, češ, da se preveč umešava, da je hoče imeti pod nadzorom ne samo poslanske skupine stranke, ampak tudi ministre, da jim diktira, kaj smejo, česa ne, in da je celo zahtevala pregled mobilnih telefonov poslanske skupine, ker je menila, da je nekdo iz poslanske skupine dal neko informacijo v javnost, ki je po njenem ne bi smel dati. Pa me zdaj zanima, kako ti vidiš to zdaj Vukovićevo? Misliš, da Golobu paše, da te ženske od Gabrove do Nike Kovač do Vesne Vuković na nek način hodijo po kostanj v Žerjavico zanj, ali da ga to moti? Ja, in pa hkrati, da je bila tudi na NPU-ju. No, točno, ja, kjer je sicer je šla dati neko ustno kazensko ovadbo. Ampak v resnici pa ne vemo točno, kaj je tam počela. In vprašanje, če bomo kdaj izvedeli. Ampak ja, mislim, danes sem se dobil dopoldan z enim predsednikom neparlamentarne stranke, in sva se tudi o tem pogovarjala, kaj se bova midva danes pogovarjala, in rekel, da to je itak vse nek dim, ki je tukaj zato, da torej megli tiste stvari, ki se resnično dogajajo v ozadju, predvsem povezane z energetiko, se to so v oddajah ti že velikokrat govoril in omenjal, nič novega, no, ampak verjeten je tudi Vesni Vuković, mogoče, ne vem, kaj točen bi rekel, no, ampak da je tudi pri njej gre za to zadevo. Tako da mislim, da Robertu Golobu precej ustreza, da se pozornost iz njega, pa njegove torej neaktivnosti, ne izvajanju konkretnih obljub in tako naprej, da se malo prenaša na druge. Zdaj ne vem, mu dogaja to, da se prenaša samo, ker skoraj, sploh zdaj, ko je Loredan nekaj izginil iz medijev, se skoraj izključno prenaša na ženske, ki so okrog njega, tako kot ti praviš, v tem okrogu. Tako da ne vem, če mu je tudi to nekaj dogaja, ampak predvsem je pa to, no, da se raje ukvarjajmo s tistim, kar nas zabava, kot pa s tistim, kar se v resnici dogaja in kar nas v resnici pele v precej eno tako torej nezavidljivo smer, sploh če bo kot tudi pri nas se torej udarilo, kot je udarilo v Nemčiji recesija in tako naprej. Zaenkrat sicer napovedi gospodarske rasti niso negativne, ampak še vedno po mojem prej ali slej bomo do tja prišli, in ko bomo do tja prišli, se lahko zgodi, da določene stvari padejo kot domine in to prevračanje pozornosti na mogoče take nepomembne stvari, kar seveda tudi midva danes počneva, ta dim še mešava zraven, je mogoče zelo koristno za marsikoga. Zdaj, Janez, v kampanji se je Robert Golob dosti predstavljal kot neke vrste alfa samec, uspešen moški, se pravi izobražen, tudi uspešen gospodarstvenik, dobro situiran, pač še vedno rad vesla in tako naprej, se pravi se na nek način ukvarja tudi športom. Ampak zdaj, on je še po tvoje nek alfa samec, če zdaj vidimo, da vsebino mu diktira Nika Kovač, medijsko pojavljanje mu diktira njegova poklicna spremljevalka Tina Gaber, kaj sme početi v vladi in kaj sme in česa ne sme reči na tiskovnih konferencah, mu diktira kar generalna sekretarka Gibanja Svobode Vesna Vuković, to tudi imamo posnetke o tem, in na koncu ne smemo pozabiti tudi predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ki je bila zelo užaljena, da ji niso posebej izpostavili pri, v narekovajih, zgodovinskem uspehu, da je Slovenija ponovno postala nestalna članica Varnostnega sveta,
OZN, za kar so se kasneje, spet po njenih lastnih navedbah, menda celo opravičili. Ne. A je to neka prava podoba alfa samca, ta golob, ali je v bistvu to neka copata, nek ta stereotipni slovenski moški, ki pač v bistvu je doma copata, če je zdaj dom mesto predsednika vlade, glasen je pa recimo v gostilni ali pa kje drugje. Ja, to so kar zanimiva opažanja in bi se kar strinjal s tabo, da mu to dobre usluge ne dela, kar se dogaja. Celo bi lahko kakšen stalni tvoj komentator rekel, da je doživel neke vrste kastracijo na vseh področjih, katere si omenil, torej in na področjih tega famoznega gospodarstveništva njegovega in na področju tega izrazitega vodstveno usmerjenega koncepta, torej vodenja in na področju tudi konec koncev na področju privlačnosti za ženske, glede na to, da se mu frizura ves čas krajša, čeprav jaz moram povedati, da je meni zdaj veliko bolj simpatičen, kot mi je bil prej. Tako da se mi zdi, ja, da kar dobro si to povzel in dobro opredelil. Se mi zdi, da je zgubil ta primat tega alfa samca. Je pa res, da pa ni pa izrazitega, kako bi se temu rekel, stebra, na katerega bi se zdaj naslonili. Zdaj, a veš, omenjaš tukaj kar nekaj žensk, ki se vse neke delne, kako bi se temu rekel, funkcije izvajajo in torej v katerih blestijo, da tako rečem, med tem, ko pa ni pa enega in enovitega, kar pa se mi zdi, da skoraj mora biti, ko se pogovarjamo o vladi, na katerega bi se naslonili, na katerega bi rekli, ja, on bo vse zrihtal, on bo to naredil, ker ko je preveč ljudi, se seveda te odgovornosti oziroma odgovornosti praktično ne prevzema potem nobeden. Ja, tako da zanimivo je to opažanje. Ja, ker če bi poskušal najti nek primer tega do sedaj slovenski politiki, edini, ki mi pride na misel, bivši predsednik republike Borut Pahor, ki je tudi v času tega, ko je bil predsednik republike, imel v svojem kabinetu večinoma ženske sodelavke, dame, ampak nikoli se mi zdi, ni prišlo do tega, da bi ga katera izmed teh zasenčila, oziroma da bi imeli občutek, da mu posebej diktira, kaj sme in česa ne, kvečemu obratno. Zdaj pri Golobu pa nismo več tako, se mi zdi, prepričani o tem, ali se motim. Ne, imaš prav. Celo obratno, celo skoraj prepričani smo, da je temu tako, kot ti praviš. Torej, da mu diktirajo na različnih področjih v smislu varovanja živali, mu ti nasvetuje v smislu, koga naj odpustimo, svetuje Nikas, ampak seveda ta problem oziroma glas ljudstva, torej ta problem zdravstvenega ministra je verjetno malo bolj kompleksen in se ga ne da rešiti z danes na jutri. Tako da ja, se mi zdi, da so ta opažanja čisto na mestu in da je to tako, tudi, da mu, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da to področje, ki pa je res njegovo in zaradi česar, kot smo slišali v tako imenovanih ekskluzivnih intervjujih njegovih, zaradi česar je pravzaprav prišel v politiko, tiste pa še zmeraj njegova domena in bo ti zrihtal tako, kot si je na začetku zamislil, torej predvsem kar se tiče okrog genija in kar se tiče energetskega, torej energetike kot njegove specialitete. Ja, mogoče je res tako spreten, kot ti praviš in se samo kaže kot nek šibek predsednik vlade, v resnici pa zadaj ves čas neko svojo agendo zasleduje. Tudi ta opcija obstaja. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, nekateri mediji poročajo, da naj bi izgubila uho, da tako rečem, predsednika vlade, odkar je predsednik vlade tudi uradno v zvezi s Tino Gaber. Pa me zdaj zanima tvoje mnenje, si ti to opazil mogoče, da bi izgubila uho predsednika vlade? In drugo vprašanje, kdaj ga boste potem izgubili Nika Kovač in Vesna Vuković, ker seveda je boljše, če imaš v ušesu zgolj 3 dame, ampak 3 dame imeti v ušesu, če od tega tudi uradno ženo živiš, je še zmerom kar precej. Ja, tudi Adi Smolar bi se strinjal s tabo. Zdi se mi, da, mislim, tudi jaz sem to opazil, seveda, in ko je prej neka stvar, torej neko pojavljanje, ker na podoben način, to sem hotel reči, da med tem, ko je med Tino in Niko ta podobnost po tej želji po pojavljanju, mogoče iz nekih drugih
razlogov oziroma na nek drugačen način se izraža, se mi pa zdi, da je pri Tini Gaber in pri Urški Klakočar Zupančič pa vseeno precej podobna ambicija v tem smislu promocije same sebe, torej postavljanje na neke odre, v katerih te potem ljudje občudujejo, ti ploskajo, te na nek način častijo, kako bi to točen rekel. Se mi zdi, da pri Urški je bolj to izrazito in to, kar si pa dal to tezo, da je izgubila to uho, ko je bilo na začetku precej izrazito, da sta v neki resni simbiozi in da skupaj delata za neko pojavljanje in za neko to delovanje, bi se pa strinjal glede na to, da se mora kar izboriti zdaj zadnje čase ta svoj prostor pod soncem, da mora biti užaljena, da mora peti na nekih proslavah, da mora na neke takšne in drugačne načine, bomo rekli, skoraj ekscesno izstopati, da se potem lahko pojavi v medijih in da jo potem mediji promovirajo, tako kot so jo prej na začetku, brez tega, z veliko manjšim, torej nekim angažmajem, ampak z neko skupnim delovanjem. No, vse kot smo videli na fotografiji, če treba si za to nadane tudi boksarske rokavice, namreč predsednica Državnega zbora, tako da vse za popularnost, oziroma vse za to, da pride v srca in pač ušesa vseh nas Slovenk in Slovencev. Zdaj, Janez, jaz ne vem, če bo kdaj kraljica raziskovanja javnega mnenja v Sloveniji, Janja Božič Marot, začela meriti tudi popularnost med sabo, Tine Gaber, Nike Kovač, Vesne Vuković in Urške Klakočar Zupančič. Kdo ve, morda pa vendarle, kako misliš, kako bi se zdaj one štiri razvrstile na tej lestvici popularnosti v Sloveniji ta hip? Jaz bi glasoval. Ja. No, recimo, evo, te pokličem, Dober dan, kličemo iz agencije Mediana, delamo raziskavo o priljubljenosti žensk Roberta Goloba, Vam bom naštel zdaj imena, pa pač vi povejte, kakšno oceno bi jim dali od 1 do 10, Pa če recimo začneva z Niko Kovač. Torej, poklical si pa koga? Verjetno ne konzervativca, ker konzervativc vrže dol, pa reče. Recva, da ni konzerva. Torej, Nika Kovač od 1 do 10, 10, vsekakor. Tina Gaber? Tudi 10. Tudi 10. Urška Klakočar Zupančič? 10. 10. Kaj pa Vesna Vuković? Ja, njo pa 8,5. 8,5, aha. Ampak mogo bi me vprašati, na jih dam na lestvico, pa jih pa razvrsti, Ja, zdaj si 3 delijo prvo mesto, tako da to ne gre glih najboljš. Vseeno bi rekel, da Urška Klakočar Zupančič bi kar bila zaenkrat še na prvem mestu, Tina Gaber na zelo tesnem drugem in Nika Kovač na zelo tesnem tretjem, Vesna Vuković pa na neslavnem četrtem. Tako bi po mojem izpadla ta lestvica zaenkrat, ker se mi zdi, da še vseeno. Zakaj recimo Urška na prvem mestu? Zato, ker ima pač najpomembnejšo oziroma edina ima neko prav uradno politično funkcijo ali so kakšni drugi razlogi? Zato ja, predvsem zato to sem hotel nadaljevati, da je vseeno Tina Gaber vseeno premalo profilirana v tem smislu, da bi lahko zdaj, se mi zdi, da tudi mogoče tisti povprečen državljan ali pa mogoče v tretjini Gaussove krivulje, ki ne spremlja toliko politike, da niti ne ve, kdo je Tina Gaber, oziroma ga to sploh ne zanima. Medtem ko za Urško smo pa že slišali. Slišali smo pa tudi za Niko Kovač, ampak pri Niki Kovač je pa problem zato na tretjem mestu, da je po eni strani izrazito priljubljena, po drugi strani pa izrazito nepriljubljena, torej ta odbojnost, ali kako se že temu reče, je pri njej precejšna in bi verjeten zato padla na tretje mesto, medtem ko Vesna Vuković pa se mi zdi, da je da na takih lestvicah priljubljenosti nima kakšnih velikih možnosti. No, pa če te že danes tako skušam v oddaji, pa še eno tako vprašanje. Katera od teh pa misliš, da največ zasluži oziroma kateri se najbolj izplača to, kar počne? Po mojem bi spet kar delila si prvo mesto Tina Gaber, Nika Kovač in torej Urška Klakočar Zupančič. Po mojem, da imajo kar zelo podobne
zelo podobne izplene iz tega, kar se trenutno dogaja. Tina Gaber seveda za to svojo Instagram famo. Instagram, to je seveda ne pomeni samo Instagram, ampak pač nasplošno to vplivniško famo. Potem Urška Klakočar Zupančič definitivno Gret in greh in tako naprej in tako nazaj. Nika Kovač pa tudi v teh krogih vsekakor pridobiva neko torej famo borke, izredne borke, ali kako bi rekel, prej sem prebral od enega svojega, torej, kako se temu reče, sledilca oziroma povezanega na Twitterju, kako je stara mama od nekoga zelo navdušena nad Niko Kovač, pa ji poskuša razložiti, da je to bolj kot ne neka jalova ali pa celo še kaj drugega prizadevanja, pa v resnici ne za tiste najšibkejše in tako naprej, pa ji ne more dotajčiti, da temu ni tako in je še kar totalno navdušena nad Niko Kovač. Tako da to nekako tako bi rekel, da kdo največ profitira. Se mi zdi, da vse tri, da se jim ne godi slabo v tej trenutni konstelaciji zvezdnih torej postavitev. Ja. Se mi zdi zanimivo, no, da Vesno Vuković vse skozi uvrščaš na sicer odlično 4. mesto, oziroma zadnje, odvisno od zornega kota, glede na to, kar se piše o njej, da naj bi imela pod kontrolo ministra, poslansko skupino, vsaj poskušala, da bi naj tudi bila glavna kadrovnica v stranki in da je edina izmed teh 4, ki pa, vsaj po nam dostopnih podatkih, ki jo je Golob obilno financiral pred vstopom v politiko. Ne gre zanemariti, da je preko 100.000 evrov podjetje GEN-I, ki ga je vodil Robert Golob, nakazalo pač podjetju Vesne Vuković v času, ko je ona še bila v narekovajih novinarka. Misliš, da zdaj ni več tista, ki najbolj profitira, glede na to, kar vemo? Ja, to je mogoče moja nevednost, vzrok temu, da jo premalo upoštevam kot faktor v tej konstelaciji. Ampak po drugi strani moraš pa vedeti, recimo teh 100 jurjev ni nič. A veš, če zdaj vidimo, da bo enem letu se nevladnikom potalali, mislim, da nekaj čez 50 milijonov, a veš, je tisto, kar je ona dobila takrat, je to zdaj lahko samo užaljena, da je premalo dobila za te svoje necenzurirane rabote, ali kako se temu reče. Tako da, mogoče imaš pa prav, mogoče pa jaz malo premalo poznam ta ozadja in je dejansko ona izredno vplivna v teh krogih. Bomo pa videli, se mi zdi, da se nakazuje neki v tem smislu torej pozivov, da pa mogoče Vesna Vuković ni najbolj primerna za te funkcije, v katerih je. Nekateri novinarji pišejo celo o tem, da se že dogovarjajo za neka mesta nekje drugje za njo, v nekih državnih podjetjih. Tako da bo videla, je to, in takrat se bo potem tudi pokazalo, koliko vpliva je dejansko imela ali pa ga ni imela. Medtem, ko se mi zdi, da Nika Kovač, Tina Gaber, Urška Klakočar Zupančič bodo kar nekaj časa še vedno tam, kjer so trenutno. No, to slednje je sicer Golob zanikal, da se ona poslavlja, ampak vse vemo, kot pravi tudi najin kolega komentator Marko Polišič, izjav predsednika vlade ne gre imati preveč resno. Ja, pa tudi zanikal je, da se z Bobnarjevo ne marajo, pa so se pol 2 dni kasneje niso več marali. To so stvari, ki se zelo hitro lahko spremenijo. Primorski temperament in pa svoboda, ki je zelo fluidna, pač imata svoje čare. Mogoče pa, še to mi je prišlo vmes na misel, moč Vesne Vuković kaže to, da je, saj kolikor jaz vem, edina od teh 4, ki je redna kadilka in na področju kadilstva še niso napovedali nobenega pogroma, odkar vlada Svoboda, medtem ko recimo pogrom nad Nutrijem so očitno ustavili, ne smemo več jesti mesa in tako naprej. Zdaj na področju kajenja pa še ni Tina Gaber lansirala nobene vladne politike. Misliš, da lahko pričakujemo zdaj v kratkem tudi en poziv, da pač je treba prepovedati kajenje v Sloveniji? Se ti ne zdi, da bi pravzaprav bilo glih obratno, torej da bi se spet dovolili kajenje v lokalih, pa tako, če bi zdaj Vesna Vuković nekako usmerjala politike, ki je kadilka? Ja. Zanima me, kako ti misliš, da ta spopad med njima poteka, katera bi bila močnejša, zdaj, če bi se vprašanje kajenja postavilo na dnevni red? Ja, po mojem, da je to tako politično nemodro iti v kakršnakoli sproščanja dodatna ali pa mogoče tudi zaostrovanje, saj imamo relativno v redu urejeno to kajenje, torej v javnih prostorih in tako naprej. Tako da se mi zdi, da ne bo to tema, ki bi
ki bi razdelila to, torej girl power v krogu, torej hotel sem reči laboda, ampak mislil sem goloba. Ja. Labod še ni, ampak v naslednjih volitev, kdo ve, kaj se lahko še izcimi. Če se zdaj vrneva, Janez, na izhodiščno vprašanje, ne, katera bi potem ti rekel, Tina Gaber ali Nika Kovač ali pa katera druga je bolj podoba pač vladavine svobode, kot jo doživljam? Spet te bom razočaral in spet bom rekel, da vse tri. Torej, Vesno Vuković, se upravičujem, bom drugič bolj podrobno analiziral zadevo in jo uvrstil v ta krog nedvomno torej, prepotrebnih gospa okrog Roberta Goloba. Torej, vse tri. Se mi zdi, da ima vsaka na svoj način kroji tisto, kar vladavina svobode odslikava. Torej, pa mogoče nam poveš, na kak način, katera. Ja, torej, se sva že omenjala. Torej, Tina Gaber, predvsem ta neka Instagram moment, ki nagovarja recimo mlajše gledalce oziroma mlajše volivce, to neko pojavljanje, neko simpatičnost, neka mladostniška zagnanost, čeprav ne vem, koliko točno je Tina Gaber sploh stara, ampak se nima niti veze. Medtem ko Nika Kovač, to aktivistično, to borbenost, to čim več fajtajmo, pa čim manj naredimo, pa bo vse super. In pa Urška Klakočar Zupančič, ki je pa tudi svojevrsten doprinos k tej momentu svobode. Se mi zdi, da predvsem v tem na pol državniškem, pa malo zrušimo to, pa malo anarhije, da imamo te državniške funkcije, pa da imamo mečkan se malo bolj na izi, pa malo bolj po domače, da je itak vse preveč zategnen. Se mi zdi tako, no, da je to slika svobode. Evo, da je to slika svobode. Hkrati pa, ko pride do nekih konkretnih ala, dajte pa to narediti, se pa malo skrijemo, pa mečkan ne vemo kdo, pa se malo porazdeli vse skupaj, neke odgovornosti, pa nekaj, kdo je zdaj pravzaprav za to odgovoren, pa kdo ni odgovoren, pa na koncu nič od tega ni. Se mi zdi, da to vse skupaj predstavlja eno tako sliko, v kateri smo danes s to našo svobodo. Zdaj, Janez, da moram mimo tega, da ne bi ugotovil, da glede na to, da nisi bil preventivno na bankomatu pred oddajo in dvignil 250 evrov, si se zelo spretno izogibal temu skozi celoten najin pogovor, da bi katero izmed, se pravi Urško, Tino, Niko, kaj šele Vesno, označil kot tisto, ki je prava podoba vladavine svobode, ampak niti enkrat pa nisi rekel, da je Robert Golob prava podoba vladavine svobode. Zdaj pa me zanima, si kaj v strahu zdaj, da vseeno pride kazen 250 evrov, ali dejansko misliš, da Robert Golob ni tisti, ki je zdaj prava podoba svobode v Sloveniji? Ja, sem mislil, da se bolj o teh damah pogovarjava danes, tako da ga niti nisem v to enačbo vključeval. Se mi pa zdi, da ni prava podoba. Se mi zdi, da svoboda je to, veš, da je to kar sparcelirana zadeva. Da tudi podoba ni ena sama. Ja, da pol niti ne veš več, kdo je, pa kdo ni, pa kaj je, pa kaj se dogaja, pa kaj se ne dogaja, pa se bo kaj zgodilo, se ne bo kaj zgodilo. Tako da tudi tukaj zraven paše Robert Golob s to kastracijo najnovejšo svojo in pa s tistim prejšnjim alfa samiranjem. Tako da to bi rekel na to. Prav, bova prepustila zaključno besedo, tako kot vedno, najinim gledalkam in gledalcem. Za danes pa, Janez Zupan, najlepša hvala za tvoje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kaj je prava podoba svobode, že 904. Faktor na TV3. Glejte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo gostili novega starega enfant terribla slovenske politike, enega in edinega Pavla Ruparja. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.